Preden začnem, naj najprej povem eno mojo osebno izkušnjo. In sicer letos pomladi sem prijatelju, znanemu kirurgu, rekel, da vsakeč, ko se človeku daje injekcija nečesa, kar v njegov organizem ne sodi, nastanejo protitelesa. Na to mojo izjavo se je začudil, saj očitno o tem ni imel pojma. Mi je pa rekel, da se bo pozanimal. Seveda se ni in nikdar več o tem nisem spregovorila besede. Seznanjeni smo z antigenskimi testi v zadnjem času. Kaj to v bistvu pomeni? Vsa teorija, kako se po cepljenju nastala protitelesa znak uspešnega delovanja cepiv, je padla, kot to trdi dr. Štefan Lanka. Dr. Štefan Lanka je najprej znanstveno v celoti zavrgel teorijo virusov kot povzročitelja bolezni, saj niso bili nikdar dokazani. Tako imenovana izolacija virusov temelji na posrednem dokazovanju. Recimo, ko v laboratoriju del okuženega vzorca od obolele osebe, ponavadi to sluz, najprej filtrirajo, potem to gojijo v neki celični kulturi in na koncu domnevni virusi naj bi to kulturo ubili, kar naj bi bil ključni dokaz, da imajo opravka z virusi. Vendar, nikdar niso opravili kontrolnega eksperimenta, ki je ključen pri takem načinu dokazovanja. Namreč, vzeti bi morali tudi vzorec zdravega človeka, opraviti ta isti postopek in če bi rezultat bil povsem drugačen, bi to lahko dokazovalo obstoj nekega virusa. Ker tega ni nihče storil, se je tega projekta lotil sam Lanka in dokazal, da se vse tisto, kar naj bi povzročil virus, v resnici zgodi tudi brez njegove domnevne prisotnosti. Kar se znanosti oziroma dokazovanja obstoja virusov tiče, je s tem konec virusne teorije. Zdaj pa se je Lanka lotil še teorije protiteles. Zagovorniki virusne teorije trdijo, da protitelesa posredno dokazujejo obstoj patogenega mikroorganizma oziroma da ti ponujajo zaščito pred boleznijo. Dr. Lanka pravi, da je tudi ta teorija napačna. Tako imenovani povišan titer ne pomeni nič drugega, kot da je to odgovor organizma na prisotnost trupa, adjuvansa, ki povzroča uničenje celic. Zato takrat, ko v celicah nastanejo luknje, se ti globulini napotijo poškodovanim celicam in te vrzeli zamašijo. Prav zaradi njih se kristaljuje in povzročajo celjene tkiva. To se zgodi tudi pri vseh poškodbah mišic ali ledvic ali jeter. Organizem reagira na način, da ta protitelesa zapečatijo poškodovane celice ali pa nastajajoče celice. Takrat se ta tako imenovani titer zviša. Tem globulinom pravijo protitelesa ali celo specifična protitelesa, kar seveda ni res. Lastnost oprijemanja teh vodikov žvepljenih proteinov ni specifična. Oni se oprimejo različnih stvari. To se lahko manipulira v laboratorijskih raziskavah, ko se recimo spreminja pH. Spreminjajo se tudi njihove lastnosti. Naprimer, kri noseče ženske ima ogromno teh globulinov, ker ščitijo placento. In zdaj se je obrnil na tisto, se pravi, odobritev cepiv v Evropi se nanaša zgolj na serokonverzijo. Vsa cepiva v Evropi se odobrijo na Evropski medicinski agenciji EMA, ki ima sedež v Londonu. Od proizvajalca cepiv se zahteva dokaz o učinkovitosti, ki sloni izključno na serokonverziji ali serološkem preobratu. To pokaže tvorjenje merljivih protiteles v krvi cepljene osebe, kar nam bi potrdilo učinek zaščite. Toda, ko se ocenjuje imunost ali učinkovitost cepljenja, je očitno, da se to za večino cepiv meri zgolj s tvorjenjem protiteles. Čeprav je pri nekaterih cepivih pomemben imunski odziv sluzničnih in drugih celic, so pri večini cepiv pomembna protitelesa. To je izjemno pomembno pri razvoju in odobritvi cepiv, saj se zahteva dokaz o tvorjenju protiteles. V nekaterih primerih je to edini pogoj. Primer 14-letnega dečka, ki je v ranem otroštvu
prejel vsa obvezna cepiva, zadnjega proti tetanusu 6 mesecev, preden je zbolel za tetanusom. Toda laboratorijski izvid je pri njemu pokazal, da ima deček zelo visoko število protiteles. Kljub temu je zbolel. V tem dogodku je nemški Robert Koch inštitut skoval nov izraz – nezaščitna protitelesa. Na tem mestu dr. Lanka povzema citate nekaterih nemških znanstvenikov, ki tudi ugotavljajo, da protitelesa niso zadostni dokaz, da je človek zaščiten pred nekim patogenim mikroorganizmom. Takole pravi. Še enkrat se je potrdilo, da pozitiven laboratorijski izvid ni pomemben. Vprašanje, ki se nenehoma postavlja, je, kako lahko vemo, da protitelesa v krvi deluje zaščitno, če najvišje avtoritete pravijo, da zvišanje titra ne dokazuje, da obstaja zaščita. Ali lahko ljudje, kljub temu, da imajo visoko število protiteles, bolijo? Če nihče ne zna povedati, katera raven titra je tista, ki zagotavlja pravo zaščito, na podlagi česa se cepiva potem odobrijo. Osebno mi je to zelo sumljivo. V tej razpravi so sledeče točke ključnega pomena. Prvič, da ne moremo biti vedno prepričani, da je mogoče vprašanje imunitete razjasniti z določitvijo protiteles pri vsakem cepivu. Drugič, protitelesa, ki se pojavijo pri rutinskih testih, niso avtomatično tista, ki zagotavljajo zaščito oziroma imuniteto, ampak včasih le tista, ki kažejo, da so nastala protitelesa zaščitna, razen izmernih zaščitnih protiteles, ki niso ločena z imunus in ki zagotovo ne merimo. Izmerjeni so tako imenovani nadomestni parametri imunosti. Ta zapletena hipoteza po eni strani temelji na dejstvu, da imunski odziv proizvaja številna različna protitelesa z različnimi funkcijami. Po drugi strani pa bi bila določitev dejansko odločilnih protiteles pri nekaterih cepljenjih zamudna za rutinsko diagnostiko. Ali povedano preprosto, povezava med protitelesi in imunostjo je mit. Tretjič, vsaka imuniteta temelji na statistiki in je torej relativna. Ali v posameznem primeru ščiti ali ne. Resnični razlogi, da je telo brez simptomov, se skrivajo v drugih utemeljitvah. Citat. Tako je zaščita statistični koncept. Ko rečemo, da je določen titer protiteles zaščiten, mislimo v običajnih okoliščinah izpostavljenosti, s povprečnim odmerkom izziva in odsotnosti negativnih dejavnikov gostitelja. Konec citata. Četrtič. Ključno je tudi vprašanje zaščite pred tem, kaj to točno pomeni z vidika ortodoksne medicine. Na primer, trdi se, da v primeru hemofilus influence tipa B in ošpicah veliko nižje ravni protiteles ščitijo pred samo okužbo, torej zaščita pred boleznijo. Za preprečitev prenosa na druge, torej zaščita pred okužbo, zato je pa jih mora biti več. Opomba. Ker še vedno ni znanstvenih dokazov o obstoju virusa ošpic, se seveda postavlja vprašanje, kako je mogoče trditi, da človeka protitelesa ščitijo pred ošpicami, če sam patogen še ni dokazan. Zmota. Merim nekatera protitelesa, zato posredno trdim, da imam patogen. Merljivi titri protiteles po cepljenju kažejo le na konflikt imunskega sistema z antigeni, ki so večinoma povezani z adjuvansi. Brez teh adjuvansov protitelesa ne bi nastala. Tu postane jasno, da je imunski sistem veliko bolj zapleten in da ne deluje izključno s tvorbo protiteles. Pri bolnikih s herpesom se razvijajo protitelesa proti tem virusu. Kljub temu se lahko herpes z oslabitvijo imunskega sistema vedno znova razplamti. In to se zgodi tudi, če se protitelesa proti herpesu lahko najdejo. Nekdo, ki je HIV pozitiven, prav tako ni vesel, če ima v obtoku protitelesa proti HIV-u. Hipoteza protiteles ne deluje od začetka do konca. Če lahko ponudijo zaščito, kako to, da ljudje, ki imajo dovolj titra, še vedno zbolijo?
Kako je mogoče, da se je logika protiteles pri virusu HIV obrnila za 180 stopinj, kjer se visoka protitelesa štejejo za kontraproduktivna? Na tem mestu Lanka govori o tem, da se okuženost s HIV-om smatra tudi v primeru, da ima človek protitelesa na ta virus. Ni potrebe po protitelesih. Zaščita pred okužbami s cepljenjem je zgolj predpostavka brez dokazov. Fantom se vedno znova domneva. Oni niti ne želijo razmišljati v drugo smer. To ni znanost, zaključi dr. Lanka. Originalen dokument boste našli spodaj. Hvala lepa, do naslednjič.